Upravni odbor Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je na svoji 4. redni seji med drugim obravnaval tudi izid volitev Športne zveze gluhih Slovenije. Ta je na volilni seji predsedstva 11. februarja letos potrdila mandate novim članom organov ter sekretariata. Z 10 glasovi za in 3 proti je bil za 4-letni mandat predsednika Športne zveze gluhih Slovenije izvoljen Robert Žlajpah. Za predsedniško funkcijo sta sicer kandidirala 2 kandidata. Poleg Žlajpaha je kandidiral tudi Damjan Šebjan iz celjskega društva, vendar ni izpolnjeval pogoja iz 23. člena pravilnika o delovanju Športne zveze gluhih Slovenije, ki narekuje, da lahko kandidirajo samo člani društev gluhih in naglušnih. Na dan samih volitev predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije smo na zvezi seznanili, da Šebjan ni član društva Celje. Mi smo to takoj preverili v svoji evidenci preko računalniškega programa in ugotovili, da je to res, da Šebjan ni član društva. Ker smo želeli to tudi osebno z njim razčistiti, smo ga povabili na pogovor pred samo sejo, na kateri je bil prisoten tudi predsednik društva. Ko se je Šebjan s tem seznanil, mu je tudi sam predsednik društva svetoval, da je bolje, da nekako odstopi od svoje kandidature. Ko se je začela seja predsedstva, je Šebjan pred samim začetkom, vsem naznanil, da zaradi te situacije enostavno odstopa kot kandidat za predsednika Športne zveze gluhih. Čeprav sem ga tudi sam osebno zaprosil, da ostane in do konca spremlja te volitve, je raje to sejo sam zapustil. Kljub temu, da je Damjan Šebjan odstopil tik pred začetkom volitev, je bilo nekoliko presenetljivo, da pred volitvami ni preveril, ali izpolnjuje vse pogoje. Presenetljivo je tudi, da pri celjskem društvu pomanjkljivosti v času vložitve Šebjanove kandidature niso opazili. Da oseba postane član društva, je postopek sledeč. Izpolni se najprej vpisni list za svojimi osebnimi podatki, ga podpiše in ga da v društvo. Potem pa strokovna služba v društvu ta vpisni list izpolni v elektronski evidenci članstva. Na dan volitev žal kandidat Šebjan ni bil vpisan v to elektronsko evidenco in ni bil tudi dejansko član društva. Sam osebno obžalujem, da kandidat Šebjan in celjsko društvo te stvari nista uredila, preden so se sploh začele same volitve. Pred volitvami je Športna zveza gluhih Slovenije obema predsedniškima kandidatoma ponudila možnost, da v studiu posnameta predstavitev svoje vizije v prihodnjih 4 letih na mestu predsednika. Poleg Šebjanove pomanjkljive vloge za kandidaturo in predčasnemu odstopu od volitev
pa nadaljnje preseneča tudi izbira zasebne televizije, pri kateri je posnel svoj predstavitveni nastop. Izbrana televizija v javnosti namreč že dlje časa zbuja dvom o pravilnosti postopka volitev. Letos so pred novim vodstvom zahtevni projekti. Najprej se bodo zvrstila evropska prvenstva v kegljanju, bowlingu in odbojki na mivki. Sledil bo mednarodni teniški turnir, jeseni pa priprave na zimske olimpijske igre gluhih, ki bodo februarja 2015 v Rusiji. Športniki upravičeno pričakujejo tudi, da si bo Športna zveza gluhih Slovenije prizadevala, da se v novem zakonu o športu izenači vse 3 različice olimpijskih iger in uredi tudi nagrajevanje gluhih športnikov.